Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi 26. epizodi mojega podcasta Poslušam se. Za vse tiste, ki ste z mano prvič, Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, ki ga vodim Polona, specialna pedagoginja, 16 let izkušnjami neposrednega dela z učenci. V svojem podcastu gostim ženske, strokovnjakinje na svojih področjih. Z njimi obravnavam različne tematike. Najpogosteje so povezane z vzgojo, izobraževanjem, razvojem otroka. Nekatere pa se seveda povezujejo tudi, kar je tudi pri vzgoji zelo izjemnega pomena, osebnostno rastjo. Če so vam epizode Poslušam se podcasta všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, da delite vsebino z drugimi, ter tako pomagate širiti glas o teh vsebinah. Če me delite na Instagramu, me prosim označite, da se vam lahko zahvalim. Če imate kakšne predloge, lahko nam pišete na polona@poslušam se. V tokratni epizodi gostim profesorico razrednega pouka, Mojco Resnik, ki je ustvarjalka Instagram in drugih vsebin na profilu Igrivko. Mojca je tudi razredničarka, učencem 4. razreda, hkrati pa poučuje tudi angleščino na razredni stopnji. Je pa tudi učiteljica joge za otroke in del ekipe Mali Ganeša, tako da na koncu deli nekaj res takih učinkovitih, kratkih, konkretnih tehnik za lajšanje stresa. V septembru je izdala Igrivkov priročnik matematičnih iger za 4. in 5. razred. Najdete ga na njeni spletni strani in je v PDF obliki. Mojca že od samih začetkov uporablja didaktično igro pri pouku, z nami deli svoje prve izkušnje, tudi nekatere izzive. Da je Mojca polna igrivosti, boste tudi malo ugotovili, in v bistvu igrivo poučevanje je že od začetka spremlja pri njeni poklicni poti. Uživajte v poslušanju. Mojca, živijo. Živijo, Polona. Dobrodošla v mojem podcastu. Zelo sem vesela, da si se vabilo odzvala. Tvoje vsebine in delo spremljam že kar nekaj časa prek Instagrama in me res navdušuje. Tako navdihuješ, no? In sem vesela, pač, da z nami deliš tudi svoje ideje in v bistvu svoje poslanstvo. Ja, hvala tudi tebi, no, sploh za povabilo. Res sem vesela, pa hvaležna, da sem lahko tukaj, da malo podelim svoje izkušnje, svoje znanje, ki ga imam, predvsem zato, ker res ustvarjaš tako dobro platformo tega podcasta, ker se mi zdi, da mogoče ni toliko še recimo podcastov v smeri vzgoje in izobraževanja, a ne, tako da res bravo, ker to počneš. Tako da jaz pa dajem eno tako namero, da bo tale podcast čim bolj tak sproščen, lahkoten, da bo prišel do tistih ljudi, ki tole res rabijo slišati, ki jim bo ta vsebina v doprinos, in da zase pa tako pravim, da si želim delovati čim bolj iz ljubezni, iz te moje igrivosti, in to je to, evo. Hvala. Ja, že tako pač, že sam naslov imaš na Instagramu Igrivko, naslov, ime. Ja. In tudi tvoja, zdajle še posebej, ko te vidim, no? Pri kamere imaš tako igrivo, res tako, kot si rekla, to igrivost, tak igriv vibe, prezenca. Ja, saj iz tega je pol tudi izhaja pač to ime, a ne, Igrivko, ker v bistvu sama pri sebi sem odkrivala, kaj je res tisto, ne vem, tista moja lastnost, tisti moj dar, a ne, jaz ko pravim, da vsak je na ta svet prišel z nekimi talenti, z nekimi darovi, a ne, in to ne pomeni, da zdaj pa ne vem, jaz sem prišla s talentom biti učiteljica, a ne, ampak kaj je majčkeno bolj v ozadju tega, a ne, in sem pač odkrila, da je v meni ful veliko igrivosti, a ne, in ni nujno, da jaz pač to igrivost izražam samo prek učiteljskega poklica, a ne, ugotovila sem, da to je res en način, kjer lahko na res zelo dober način pokažem to svojo igrivost, jo tukaj izžarevam, a ne. Hkrati sem pa videla pač, da lahko to še na druge načine delim, a ne, in zato sem pol
je tukaj prišlo ime Igrivko, a ne, in zdaj pač tukaj tudi delim še z drugimi to svojo igrivost, a ne, in pač ne rabi biti samo v razredu kot učiteljica, ampak v bistvu jo praktično v vsakdanjem življenju tudi izžarevam, živim, tako no. Ful lepo. Saj to je najbolj, ko se oboje poklop. Ja, itak. Pa tudi najna tema danes bo igrivka, pa tako dobro namero si dala, tudi glede sproščenosti in igrivosti tudi v pogovoru. Najna tema bo v bistvu igrivost oziroma malo bolj natančno igrivo poučevanje, oziroma in učenje skozi igro. Pa bi mogoče, kako pa ti opredeliš, kaj je zate igrivo poučevanje? Oziroma igrivo učenje, če gledamo strani učenca, če poučevanje strani učitelja. Ja, tako zame je v bistvu igrivo učenje ali pa poučevanje, kakorkoli način, s katerim lahko jaz v bistvu dam otroku, da se on zavedno ali pa nezavedno uči preko igre. Se pravi, in isto pač jaz recimo, da se jaz, prva stvar je, da v bistvu mora učitelj sam živeti to igrivost, a ne, da v prvi vrsti moramo biti mi igrivi, zato da lahko tudi to prenesemo na otroke, a ne. In zdaj igrivo poučevanje lahko na različne načine, a ne. Jaz to pač sama recimo, ko tudi delam igre, ki jih izdelujem, pa to zdaj so različni načini. Mogoče čisto sam primer, igra, ne vem, Človek ne jezi se, Monopoly, take tipične igre, a ne. To je pač en način, a ne. Ampak jaz zapakiram zdaj to igrivo poučevanje ali kakorkoli na način, ker pač delam v šoli, da dam otroku recimo igro, ne vem, spremenila sem Monopoly v igro Monopoly enačb in neenačb, a ne. In sem ga tako dala, da je v bistvu imel še vsebino neke učne snovi, ki se jo pač učimo v šoli, a ne. In otroci so se pač igrali tisto igro in v bistvu niso čisto tako, pač niso čisto vedeli, mi se pač dejansko zdaj zraven tudi učimo, a ne, in to je meni tisto res ful dobro, ker otroci se igrajo, hkrati se učijo, ampak oni včasih sploh ne vejo, a ne, da se učijo, a ne. Tudi recimo, ne vem, čisto primer mogoče za prvi razred bom zdaj dala, a ne, ker se recimo učijo številk ali pa primerjanje večja, manjša številka. Namesto da recimo, ne vem, učiteljica piše na tablo številke, mi lahko vzamemo te igralne kocke, ki jih imamo, pa en otrok vrže, ne vem, dvojko, drug bo vrgel petko, a ne, pa je tukaj, jaz imam večjo, a ne, in v bistvu že to je učenje, a ne, in gre se za to, da v bistvu je otrok doživlja to kot igro, zraven se pa pač uči in to je meni tako največji point vsega, a ne, da v bistvu zapakiramo to na neki tak sproščen, zanimiv način, predvsem to, kar jaz res si želim, da bi otroci, ko bi prišli v šolo, pa tako, da bi bili ono, jaz pa res grem z veseljem v šolo, meni je pa v šoli ful fajn, a ne, da tisto, spet moram v šolo, pa tako z nekim odporom, a ne. Ker glih včeraj sem imela gorilne ure in je pol na koncu ena mamica mi rekla: "Ja, veste, moj otrok se pa v razredu ful fajn počuti, pa vsak dan, ko gre v šolo, gre res z veseljem, a ne." A veš, in to so tiste stvari, ja, ke meni tako res veliko pomenijo, da jaz znam ustvariti otroku en tak varen prostor, kjer se lahko izraža, kjer se dobro počuti, a ne, in pač jaz to vem, da je igra res del tega, da se pač otrok lahko tako dobro počuti v šoli, no. Pot do tazga počutja in v bistvu pot do tazga sproščenega počutja in tudi hkrati učenja učinkovitega. Tako, kot si prej lepo povedala, ja. Mogoče tudi tukaj se mi je porodilo eno vprašanje, a si tudi že od začetka, koliko časa zdaj poučuješ, če mogoče ni skrivnost deliti? Ne, mislim, zdaj tako, kot razrednik sem zdaj 5. leto, sem pa učila prej še podaljšano bivanje pa angleščino, a ne. In v bistvu pri meni se je začela ta pot že res, mislim, jaz tako pravim, še preden sem prišla v šolo, no. Zaradi tega, ker se je že začela dejansko z mojo magistrsko nalogo, no. Jaz sem v bistvu šla učit v šolo, še preden sem imela magistrsko nalogo narejeno.
imela sem pa že temo, no, in sem imela temo didaktične igre pri slovenščini. In sem pol takrat v bistvu po daljšanem bivanju najprej bila in sem že takrat, mislim, zdaj, če bojo učitelji poslušali, no, potem vejo, da je razredništvo pa podaljšano bivanje še vseeno malo drugače, ne, da v podaljšanem bivanju je mogoče malo bolj sproščeno, večkrat gremo recimo ven, se otroci pač igrajo, ni toliko tistega, ne, zdaj pa moram slediti res tistim učnim ciljem, a ne. Ja, ampak je vseeno majčkeno bolj sproščeno, a ne, in jaz sem bila tam tako na točki, ko, ja, peljala sem jih ven in pol smo bili včasih tudi po, ne vem, 2 ure zunaj, pa še kosilo je bilo, domača naloga in tako skozi eno in isto, a ne, in meni to, ne vem, jaz sem pač čutila, da jaz tukaj ne morem dati od sebe vsega, kar jaz vem, da imam, vsega znanja, vse moje ustvarjalnosti, kreativnosti pač ne morem tukaj izraziti, a ne. In sem pa že v bistvu po daljšanem bivanju skozi razmišljala, kakšne igre naj vključim, a ne, in smo se jih igrali ali zunaj ali znotraj, a ne. Ja, potem sem pa pač v bistvu že, ko sem začela učiti angleščino na razredni stopnji, sem takoj začela pač vključevati igre skozi, pač ne vem, meni je to tako naravno, a veš, da sem v bistvu že od samega štarta to delala, no. In pol je pa bila fora, ja, da sem pa v bistvu prišla kot razrednik, še brez magistrske naloge, a ne. In to se je pač tako res lepo poklopilo, a ne, ker sem v bistvu dobila zaposlitev v 4. razredu. Jaz sem pa imela, se pravi, še preden sem dobila že tematiko didaktične igre pri slovenščini v 4. razredu, ne. Tako da se je res vse lepo poklopilo, a ne, in sem v bistvu tudi magistrsko nalogo lahko v svojem razredu potem tudi ta empiričen del izvedla. Tako da jaz pač praktično res poučujem na tak način že od samega štarta, se pravi, od podaljšanega bivanja do zdaj, ko sem razrednik. Potem sem pa tudi, mislim, da je bilo, ne vem, kakšen mesec nazaj, sem pa en moj zvezek imam, kjer pač velikokrat si napišem kakšne svoje želje, kakšne svoje zapise, tako. In sem našla zapis iz leta 2020, se mi zdi, ali 2019, tam nekje, ja, 4-5 let nazaj v glavnem, kjer je pisalo, da si pač, sem si pisala svoje želje in je bilo pač napisano, da si želim pač letos magistrirati in da bi rada iz tega razvila še nekaj več, da bi bila pač igra še vedno prisotna v mojem življenju, ampak da bi jaz to širila med čim več ljudi, a ne. In ko sem zdaj to videla, sem bila tako, oh my god, a ne, jaz sem pač to Dosegla kljukico, cilj, že dosegla, a ne, pač, ampak res takrat nisem vedela, na kakšen način, a ne, pač jaz sem samo vedela, da si pač to želim, kako bom pač to dosegla, kako, a ne, kako bo to izgledalo, pa nisem imela pojma. Tako da zdaj, ko sem pač to videla, sem bila tako, okej, se pač zdaj pa dejansko to delam in sem iz te želje, te moje namere takrat res razvila to, kar sem hotela, a ne. Tako da ja. Čestitke, ful dobro. Pa zagotovo šlo še naprej, sem prepričana. Ja, itak. Mogoče, a si imela kdaj pa kakšne izzive pri takem poučevanju? Ti je kdaj pač, ne vem, si imela ali pomisleke, ali karkoli, mogoče, da ti je prišlo naproti kakšen izziv? Tako je, pač, kar se tiče recimo ustvarjanja iger ali pa tega, tukaj bom rekla, da nikoli ni bilo nobenih tako zelo velikih izzivov ali pa kaj, ker je to, se mi zdi, res nekaj, kar imam v sebi, kar rada počnem, rada kreiram nove igre, rada pač, ne vem, iščem tudi drugje ideje, tako pač ta pristop mi je res toliko blizu, da ni bilo tako, da zdaj pa nimam ideje, ampak bil je pa recimo izziv to, da mogoče najprej naša prepričanja, ki jih imamo, ki sem jih opazila tudi potem naprej, ko sem delala z drugimi učitelji recimo, da kaj si bojo pa zdaj drugi mislili, a ne, ker pa jaz pač poučujem na tak način, pa recimo, ko, ne vem, a ne, pri igrah je tako, da ja, majčkeno bolj glasno je, kot recimo neki pač frontalen pouk, a ne. In ja, včasih se pač to sliši tudi na hodnik recimo in je bilo pač prepričanje, a ne,
kaj bojo pa zdaj mislili, kaj pa če pride, ne vem, kakšen sodelavec mimo, ali pa mogoče celo ravnateljica, pa pač bo slišal, kako se njim otroci govorijo noter, koliko so glasni, ali pa kaj pa če kdo vstop noter, boh ne daj, da bi pač videl zdaj vse to, In ko sem jaz spucala pač tako rečen te prepričanja, je bilo tako, pač vse mi je, pač pa kaj pa, če bo kdo slišal, a sem jaz zdaj tukaj v razredu zaradi ostalih učiteljev, ravnateljcev ali kakorkoli, a sem jaz tukaj zaradi sebe pa zaradi otrok, In ko sem jaz videla, koliko res uživam v takem načinu poučevanja, mi je bilo tako, I don't care, pač jaz bom delala na tak način, ker vidim, koliko je velik doprinos to otrokom in meni, in koliko se pač jaz dobro počutim tudi v tem, ker to pač poučujem, In tudi recimo, ko sem imela potem, ko sem rekla, da sem magistrsko delala v bistvu v svojem razredu, jaz sem pol tudi takrat naredila svoje pač te izpite, ki sem jih mogla, mislim pač te priprave, ki moraš pač izvajati nastope, v razredu sem jih pač tudi vse izvedla preko igre, in je to vse ravnateljica videla, ampak otroci so ful dobro sodelovali pa vse, pa ne zato, ker je bila ona zraven, ampak zaradi tega, ker dejansko so oni bili tega navajeni, ker smo mi to res že od začetka šolskega leta delali. In ko jih jaz v bistvu uvedem v ta način poučevanja, je ni točno jasno. Oni točno vejo, okej, pač delali bomo v parih, učiteljica bo žrebala pare recimo, tam pa tam se moramo postaviti, na tak način pač poteka in njim je to toliko znano, da v bistvu ni pol nekih izzivov recimo, ne vem, z organizacijo ali pa kakorkoli, ker so pač res že tega navajeni. Mogoče, kar je bil potem še izziv, pač to, ampak to bom rekla, da to sem zelo hitro pač predelala, te prepričanja, to miselnost, Jo pa res velikokrat opažam, tudi pri ostalih učiteljih, da jih je to majčkeno njihov zadržek, malo strah ali pa ne vem, kaj bo pa starši rekli, ko bojo otroci rekli, ja, da so v šoli recimo sem igrajo, Pač jaz staršem na prvem roditeljskem sestanku povem, sem rekla, glejte, jaz veliko poučujem preko igre, zaradi tega, ker pač tudi na tak način probam, vsem učnim stilom zagotoviti, ker pač je tudi, okej, slušni, vidni, ampak tudi gibalni je in preko pač za igro tudi uporabljamo to in sem rekla tako, da če bo slučajno, če otroci rekli, da se mi samo igramo, da boste pač vedeli, kaj to pomeni. To je pač strukturirana igra, to ni samo pač neka prosta igra, ampak je pač res igra, s katero mi zadovoljujemo tudi učne cilje, ki jih morajo otroci doseči, Tako da pač res, kdor se bo tega lotil, pa da ga je mogoče to strah, naj pač res to jasno skomunicira s starši, Ja, kar pa je bil recimo mogoče izziv, je pa pač ta glasnost, To sem tudi videla, da tudi druge učitelje malo tako in se zaradi tega mogoče imajo malo zadržke. Tako je pač itak. Ne, kar bovaj. Ne, pač gre se za to, da ja, itak, da so pač bolj glasni, zaradi tega, ker recimo delajo v parih, delajo v skupinah, in če imajo, ne vem, neko igralno predlogo, pa imajo potem tam kartice z vprašanji, in drug drugega sprašujejo in itak, da pač je večja glasnost kakor pri nekem frontalnem delu, ampak tukaj je pa tudi recimo prepričanje, veliko prepričanje v ozadju, kar nekaterih učiteljev tudi to, da zdaj pa koga dejansko ta hrup moti? A moti učence, a moti učitelja, Ker veliko je pol tako, recimo, ja, pa pač saj se ne slišite med sabo, a v resnici pač smo mi tisti, ke nas pač moti, otroke dejansko sploh ne moti toliko ta hrup, ker pač jaz, ke sem to uvajala pa ke sem videla, ke sem jih opazovala, oni so čisto lepo se pač igrali, kdaj mogoče, ja, da je koga kaj zmotilo, ampak ni bilo to tako pogosto, bolj je bilo v tem, da je nas kot učitelje to zmotilo, da je pač to hrupno, ampak tudi zdaj v ozadju, kaj nas je zmotilo, A spet to, da bojo zdaj tisti zunaj na hodniku slišali, a res pač mi sami pri sebi ne prenesemo tega hrupa, ampak tako, saj pravim, če pač res od začetka navajaš, na tak način pol pač tudi učence navajaš k temu, da še vseeno ta glasnost ni pač prevelika, Jaz sem pač tudi recimo pol kdaj se je zgodilo, da je bilo preglasno, pa sem pač igro prekinila, sem rekla, glejte,
pač veste, a ne, kakšen način dela je, ko se igra, veste, ja, pač lahko se pogovarjamo, ne sme pa biti to res prevelika glasnost, a ne. In sem tudi že prekinila igro, pa smo prekinili, da smo se o tem pogovorili, a ne, se pol pač tisto uro nismo več igrali, pa smo pač drugič sem rekla, okej, danes imamo popravni izpit, dajmo videti, a ne, imamo lahko neko normalno glasnost, tako da pač drug drugega lahko pač normalno slišimo, da se ne deremo zdaj tukaj, ampak res, da je tista normalna pač jakost, a ne. Tako da se pač tudi vse to pol da, no. To je bilo glih moje vprašanje. Ja, če se kdaj, hvala, ker si v bistvu že odgovorila. Če kdaj tudi prekineš igro zaradi glasnosti. Ja, itak, sem prekinila, ja, zaradi tega, da so pač videla, ne, da še vseeno pač je to nek način, ke pač zdaj pa ni samo prosta igra, v smislu, zdaj pa lahko počnete karkoli, ampak da je pač pomembno, da se med sabo slišijo. Tako da ja, pač na tak način pol prekineš in ja, popravni izpit. Odlično. Zelo mi je bilo všeč tudi ta nasvet, ki si rekla za druge učitelje, da v bistvu najprej povedo to na roditeljskem sestanku. Se mi zdi, da je tako res zelo pač koristno in starši točno vedo pač kaj pričakovati. Učenci tudi pa že pač, ker že poveste v razredu, pa tudi pač mi kot učitelji, vi kot učiteljice, učitelji imate pol, pač veste, da ste že povedali in je veliko lažje. Ja, itak. Saj veš, jaz ker tudi pol, a ne, staršem recimo tudi njim pol svetujem, a ne, recimo na kakšen način lahko, a veš, oni pač prakticirajo te stvari, zaradi tega, ker jaz opažam recimo pri starših to, da, mislim, meni so to tudi otroci sami povedali, a ne, na primer, ja, doma pa mi mami naprinta, ne vem, še koliko učnih listov, da jih jaz pol rešim, a ne. Saj vse prav, a ne, da pač doma tudi utrjujejo. Itak jim že tako ali tako dobijo ponavadi domačo nalogo, da jo delajo, a ne. In zdaj, če otrok dobi še ne vem koliko dodatnega dela, jaz pač verjamem, da je njemu tudi to malo stresno, polno, zdaj moram pa še to, a ne. In tudi starši lahko to brez problema zapakirajo v neko igro, a ne. In jaz sem tudi staršem povedala isto letos na roditeljskem sestanku, ko smo recimo, a ne, upoštevanka v 4. razredu jo zdaj pač ponavljamo, ker v 3. pač se jo že učijo, zdaj jo mora pa res že znati, ker je to tista osnova, a ne, za 4. razred in v bistvu za vse naprej, a ne. In tukaj je zdaj pa res morajo znati in sem rekla, glejte, pač ne rabite jim dati nekih učnih listov, pa da oni rešujejo, pa vi pol pregledujete. Imate kartice recimo, pa sem jim tudi povedala, kje jih lahko najdejo, a ne. Na kateri spletni strani, katera oseba to pač počne, recimo kartice, ne vem, pa je tako kartica in na eni strani piše recimo, ne vem, 5x6, a ne, in otroci pač, okej, 5x6, se pravi je 30, kartico obrnejo in zadnji je pravilen odgovor, a ne, in če pač, in sem ji rekla, če je pravilno, dajo na en kupček, če ni pravilno, dajo na drug in bojo pol v bistvu sami sebe lahko tudi preverjali, a ne, koliko zdaj znajo pa koliko ne, in ne rabijo zdaj ves čas starša imeti tam, ke bo jim daje učne liste, ke bo bdel nad njimi pa neki nadzor imel, a ne, pa tako. Ampak v bistvu lahko res na en tak igriv način tudi doma utrjujejo in jaz verjamem, da bo nekaj takega jim ful bolj prav prišlo, v bistvu tudi ful rajši bojo delali, ker je tudi neka konkretna stvar, ke jo lahko primejo v roke, ni samo tisto, zdaj moram pa spet pisati, a ne, ampak so pač neki kartončki in to je že vse igra v bistvu, a veš. Tako da ja, Tale jaz s to pač. kartončki se res iz prakse zelo obnese, no. Ja, ful je In dobro. tudi pač prijateljici sem dala, pač in v službi uporabljam in prijateljici sem dala, ki je imela pač hčerko takrat v 3. razredu, 4. in je res rekla, wow, ful se Ja, pozna ta itak, igra ja. oziroma pač takšen način utrjevanja. Pa res Ja, pri upoštevanki se mi zdi, da je res veliko možnosti igrivega utrjevanja, ja. Ja, itak, samo pač ja, tudi, a ne, tudi staršem je treba pokazati te stvari, a ne, pač ke učitelji mogoče so že majčkeno bolj tako nagnjeni k raziskovanju tega, a ne, starši pa mogoče ne toliko, a ne, in pač niso te stvari toliko poznane, zato je pa pač, saj pravim, govorilne ure, roditeljski sestanki, pač kot učitelj lahko tukaj največ naredimo, pa da jim tukaj že predstavimo pač te stvari, a ne, in jaz sem jim tudi recimo potem še celo poslala povezavo po mailu, a ne, da lahko takoj tukaj, a ne, na tej strani lahko to kupite, a ne, zato da res
da jim damo neke informacije, ki oni pač to lahko dobijo in da se tega poslužujejo doma. Zaradi tega, ker pač, ja, pol so pa tudi, da ne pridejo, pa ja, moj otrok pa doma čist nemotiviran, pa nič ne dela, pa noče teh listov reševati ali pa domače naloge. Ja, če bomo pa mi na tak način, igriv način to zapeljali, a ne, pa otrok mogoče sploh vedel ne bo, da se uči, a ne. In ja, bolj mu bo zanimivo, a ne. To je pa pač meni res bistvo, da v bistvu otroke uvajamo k temu, da jim je učenje zabavno, ker jim bo pač znanje, jaz pravim, je to nekaj res, kar nam nihče ne more vzeti in Res je. danes ga v bistvu lahko dobimo znanje dejansko že kjerkoli, a ne. In jaz mislim, da je vloga učitelja pomembna ravno v tem, na kakšen način bo on to znanje predajal, a ne. Ker pač saj vse te stvari lahko gre na Google, pa pač tam najde, a ne. Ampak vloga učitelja je pa to, da on res to na neki zanimiv način pač to znanje poda, a ne. In pač, če ga pa poda na tak igriv, zabaven način, pa še tako boljše. Ja, super. Ful je tudi res dobro, ker si rekla, a ne, da starše prav opremaš s tem, da jim direktno povezavo, da jim tako pomagaš. Se mi zdi, da včasih, mogoče zadnja leta malo bolj ozaveščam, ampak pač včasih vsem pozabljamo, da je, tako kot si rekla, starši so iz druge stroke ali pa iz druge in da jim pač jim zelo koristi, če jim mi Ja. podamo konkretne primere in da so zelo ponovadi pač veseli in hvaležni takšnih naših predlogov aktivnosti, a ne, in Ja, itak, ja. ja, pa tudi se mi zdi, da na tak način se res tudi bolj povežejo, lahko tudi tako, da učenje res, tako kot si rekla, sploh domače naloge in še pač dodatno učenje. Sploh pa pač jaz, ki imam učence, ki imajo mogoče določene učne težave ali pa določene učne specifike, opažam, da sploh res to lahko učenje zavleče kdaj tudi po par ur na dan in je res to pač res veliko časa in truda gre in strani učenca in strani staršev. In je res tako, da je vsaj en del preko igre, ker domača naloga običajno ne more biti. Se mi zdi, da je res tako olajšanje in za učence in za starše.